Pozdravljeni v torkovi informativni oddaji Novice na ETV. Nekaj poudarkov. V Litiji letos začetek gradnje novega vrtca Najdihojca. Skrb za pitno vodo glavna prioriteta litijske komunale. Končal se je izbor za naziv prostovolec leta 2020 v Zasavju. Zagorska komunala bogatejša za novo namensko vozilo. Litijski vrtec Najdihojca je povsem dotrajan. Zob časa ga je dodobra načel in zato je že nekaj let skorajda neprimeren za izvajanje predšolskega varstva in vzgoje. Občina Litija se intenzivno pripravlja za začetek gradnje novega objekta, ki bo sodoben in bo nudil najboljše možnosti tako za najmlajše kot tudi za zaposlene. Kot kaže, bo gradnja stekla kmalu, več o tem pa je povedal župan Franci Rokavec. Prejšnji teden je upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca Najdihojca in to je zagotovo zelo pomembna novica ob začetku leta, tako da zdaj zaključujemo do konca meseca tudi, se pravi, izdelavo podrobnejšega projekta PZI in v tem času bomo pripravili vse potrebno za izdelavo vse potrebne razpisne dokumentacije, tako da ocenjujemo, da bi lahko v začetku februarja tudi objavili razpis za samo gradnjo v skladu z, se pravi, približno načrtom in pa terminskim planom. Si želimo, da bi lahko, se pravi, po uspešnem zaključku javnega naročila tudi, se pravi, podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem za gradnjo nadomestnega objekta vrtec Najdihojca, saj tam v začetku zgodnje pomladi letos. V tem trenutku so sredstva v sprejetih proračunih za leto 2021 in 2022 v celoti, se pravi, zagotovljena z lastnimi viri. Računamo seveda tukaj tudi še na sredstva ekosklada, na katere razpis se je občina prijavila in seveda nismo pa v proračunu predvideli sredstev za investicije iz državnega proračuna. Mi le pričakujemo, da bo v začetku tega leta čim prej se tudi, se pravi, razpis Ministrstva za, se pravi, izobraževanje in šport Republike Slovenije za preko investicije v objekte vrtcev in pa šol in na ta razpis se tudi občina želi prijaviti, zato tudi zdaj hitimo za zaključno fazo projektiranja nadomestne šole v Hotiču, ker želimo tudi s tem projektom priti na omenjeni razpis in oddati vlogo. Včeraj so se na pobudo župana dr. Milana Balažica na občino Moravče sestali predstavniki občine Moravče, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Družbe za razvoj infrastrukture. Sestanka so se udeležili tudi projektni izvajalci iz podjetje Lukus, Provia, Eplan in Ipsum. V uvodu je župan občine Moravče povedal, da so se v moravški zahodni obvoznici pogovarjali že desetletja. Nekaj malega je bilo za obvoznico storjenega že pred več kot 10 leti, zdaj pa je končno s polno paro potekajo priprave na njeno izgradnjo. Ta izgradnja obvoznice mimo trgovine Tuš do priključka nad Logom je pomembna zaradi več razlogov. Varnosti otrok v središču Moravč, razbremenitve s preusmeritvijo tranzitnega prometa mimo občinskega centra in ohranitvijo ter obnovo starega trškega jedra. Na sestanku je bila strani projektnih izvajalcev predstavljena strokovna utemeljitev različice obvoznice z dvema viaduktoma in predinvesticijska zasnova. Gradnja obvoznice Moravče je tik pred umestitvijo v državni proračun. Po odkupu zemljišč se bo gradnja predvidoma začela jeseni leta 2022 ali najkasneje spomladi 2023, trajala pa bo približno leto dni. Vsi navzoči so se strinjali, da je projekt Moravške zahodne obvoznice kvalitetno in strokovno pripravljen, zato so sklenili, da se pospešeno nadaljuje z aktivnostmi v smeri sprejetja prostorskega akta, priprave projektne dokumentacije ter same izvedbe projekta, torej izgradnje obvoznice.
Litijska komunala, ki upravlja z vodovodi v občini Litija, med njimi tudi z vodovodom v samem mestu, posveča veliko pozornost tej dejavnosti. Voda je osnovna dobrina, ki zagotavlja kvaliteto življenja in zato so vsa prizadevanja, da ima sleherni občan zdravo in kvalitetno pitno vodo na mestu. V zadnjem času pa se je na nas obrnilo kar nekaj občanov, ki živijo na desnem bregu reke Save, z vprašanjem, zakaj se je povečal pritisk vode, kar prej ni bilo običajno. Odgovore smo poiskali kar pri direktorju Romanu Ciglarju. Ja, res je, v zadnjem času smo dobili nekaj klicev občanov. Je pa to naš dolgoletni postopek, proces, ko se je gradilo novo naselje na Litijski Dobravi, v Partizanski cesti, se je porajalo, da je padel pritisk celega naselja gor ulic, zato smo v letošnjem letu naredili prevezavo iz višjega vodohrama. Mi imamo na Sitarjevcu 2 vodohrama, se pravi visoko in nizko cono, in v preteklem mesecu je bila izvedena prevezava, tako da imajo zdaj občani teh novih naselij, ki je bil zgrajen, in ostalih hiš, višji pritisk. Gre pa nekje za 2 bara višji pritisk. Je pa vse v tehničnih mejah, se pravi predpis od 2 bara do 6 barov. Nikjer ne presega 6 barov. Naprej, proti Šmartnem, pa je vgrajen regulator tlaka. Občani so to opazili, zadeva bo ostala v bodoče in ni problematična z kakršnega vidika. Ja, v obtoku je redna menjava, se pravi 5-letna menjava vodomernih števcev. Prišlo je pa do napak in nihanja tlaka zaradi zapiranja in odpiranja zasunov za čas gradnje. Mislim, da se je to umirilo in da v bodoče bo vse normalno. Ure pa menjavamo v skladu z našim planom na 5-letnem obdobju. Kvaliteta vode je obstoječa, se pravi dodajamo minimalno količino klora. Imamo rezervno zajetje v Litiji, črpališče v Ljubljanski, ki se ne uporablja, se pravi vode je zaenkrat dovolj iz reka Gozda. Gradnja primarnega vodovoda, se pravi magistralnega vodovoda Litija-Šmartno, je v pripravi, se pravi projektna dokumentacija, in mislim, da bo v prihodnjih letih tudi tukaj gradnja stekla. Prejšnji teden se je še zadnjič sestala strokovna komisija in pregledala rezultate javnega glasovanja za prejemnika nazivov natečaja Prostovoljec Zasavske regije 2020. Po temeljnem pregledu podatkov je komisija potrdila prejemnike teh nazivov. Letos jih prejme 5 prostovoljcev, 1 prostovoljska organizacija in 1 prostovoljski projekt. Namen javnega natečaja Prostovoljec Zasavske regije je predvsem promocija prostovoljstva in razširjanje solidarnostnih vrednot v Zasavski regiji. Se pravi, z natečajem Prostovoljec Zasavske regije želimo torej izpostaviti dobre zgodbe in pa seveda tudi posameznike, organizacije, ki se angažirajo na prostovoljskem področju. Javni natečaj Prostovoljec Zasavske regije v tej obliki in kako bi rekel, pod našo organizacijo, se pravi regionalni center NVO, ta natečaj izvajamo od leta 2018. Se pravi, to je zdaj 2020, je 3. javni natečaj po vrsti. Prej so ga pa v eni drugačni obliki pa izvajali v okviru Mresta. Nosilci nazivov Prostovoljec Zasavske regije 2020 so Žiga Rapelj iz Litije, Prostovoljec Rdečega križa Litija, Cvetka Drnovšek iz Zagorja ob Savi, ustanoviteljica in predsednica Društva za zdravilne rastline Zasavje, Borut Sever iz Trbovelj, Prostovoljec Rdečega križa Trbovlje, ter Hrastničan Matic Rotar, prostovoljec Društva Ekokrog, in Hrastničanka Marjana Potočin, prostovoljka Mladinskega centra Hrastnik. V Hrastnik bosta letos romala kar 2 naziva, saj sta najvišje uvrščena na javnem glasovanju prejela enako število glasov. Naziv Prostovoljska organizacija Zasavske regije 2020 prejme organizacija Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje mesto. Naziv Prostovoljski projekt Zasavske regije 2020 pa prejme Hrastniški projekt upokojenih Šivili, 1500 mask v 6 dneh, štab civilne zaščite Hrastnik in predsednica Šivili Jolanda Kunstič. Vsak natečaj smo zaključili s takšno slavnostno podelitvijo, ki smo jo postavili vedno eno
izmed občin. Letos pa seveda zaradi situacije epidemije bolezni COVID-19 ta prireditev ne bo mogoča. Torej, letos bodo priznanja podeljena individualno vsakemu prejemniku naziva s strani županov, županje kar na občinah. Tako. To bo pa potekalo v tednu od 18. januarja do 22. januarja in potem še zadnji teden v januarju. Ja, mi smo zelo veseli, da se javnemu natečaju prostovoljcev Zasavske regije vsako leto pridružijo v sodelovanju vse občine, torej občina Zagorje ob Savi, občina Trbovlje, občina Hrastnik in občina Litija. Predstavnice oddelkov družbenih dejavnosti so članice strokovne komisije, ki nekako bdijo nad izvajanjem tega javnega natečaja in tudi potrjujejo vmesne korake. Medijski partner javnega natečaja prostovoljcev Zasavske regije 2020 je Radio Aktual KUM oziroma portal kum24.si. Za praktične pozornosti, se pravi prejemnikom nazivov, pa poskrbijo ZKMŠ Litija, podjetje Čipolo iz Trbovelj, Steklarna Hrastnik in pa VDC Zagorje. Iz Komunale Zagorje sporočajo, da so postali bogatejši za novo avtodvigalo znamke Iveco, namenjeno vzdrževanju javne razsvetljave. Novo pridobitev je Zagorska komunala financirala iz sredstev amortizacije družbe, njegova vrednost brez DDV-ja pa znaša 69.000 evrov. Staro avtodvigalo, letnik 2006, prav tako znamke Iveco, bodo prodali. Sicer pa ima Komunala Zagorje letos v načrtu še nakup novega tovornega vozila s smetarsko nadgradnjo volumna 12 kubičnih metrov. Trenutno pa imajo v uporabi 4 smetarska vozila. Kot smo že poročali, se v Sloveniji poleg brezplačnega testiranja izvaja tudi cepljenje. V prvi fazi gre za cepljenje ciljne populacije, kmalu pa bodo na vrsti tudi ostali državljani. Ker se je okrog tega spletlo veliko različnih zgodb in pomislekov, predvsem v smislu, da je cepljenje lahko celo nevarno in ima posledice, je prav, da poudarimo, da je to trenutno edina prava pot, da se na najboljši način postavimo v bran epidemiji COVID virusa. Kakšno mnenje ima o tem poslanec Boris Doblekar pa v naslednjem prispevku? Res je, cepljenje, testiranje poteka v polni meri tudi v zdravstvenem domu v Litiji. In na tem mestu bi pozval vse, ki mislijo, da se potrebno je testirati, da obiščejo zdravstveni dom in se hitro tudi testirajo. Rezultat zvajo v 15-20 minutah, je zelo zanesljiv test in pa popolnoma nič, bi rekel, ne boleč. Tako da je to zelo pomembno, da s tem preprečujemo okužbe. Vsi tisti, ki mislijo, da bi se kjerkoli lahko okužili, seveda vljudno vabljeni na to hitro testiranje. Vsi tisti, ki pa kažejo simptome, pa seveda nujno do svojega zdravnika oziroma na molekularni test. Cepljenje tudi poteka od 13. januarja naprej. In seveda jaz vidim, da slišim tudi odzive, da so ljudje zelo zainteresirani, predvsem starejši. Veseli me pa tudi to, da tudi mlajši pozivajo svoje domače starejše, da se grejo cepiti, če so že izbrani in napoteni na cepljenje, ki je popolnoma zdravo in pa dejansko bo to tisto, to je edino, kar nam lahko zaustavi epidemijo, pa prepreči te velike smrti, ki se dogajajo. Ne? Med prizadetimi v hrvaškem decembrskem potresu je tudi več kot 350 čebelarjev, ki so utrpeli škodo tako pri čebelah kot tudi na svojih hišah, da v duševnih stiskah ne govorimo. Po znanih ocenih je prizadeta večina čebelnjakov na tem območju, več kot 35% čebel pa naj bi propadlo. Zaradi sodelovanja Hrvaške in Slovenske čebelarske zveze je predsednik Boštjan Noč sosedom nemudoma priskočil na pomoč.
No, kot prvo smo že, bom rekel, v bistvu na Silvestrovo in na prvega sklicali sejo upravnega odbora, da je naš upravni odbor pač potrdil moj predlog o zbiranju. Namenili smo tudi nekaj sredstev iz lastnih, iz Čebelarske zveze Slovenije, potem pa smo zagnali zbiranje po terenu in moram reči, da je bil odziv neverjeten, zbrali smo skoraj 24.000 evrov. Pa še to moram poudariti, da glede na to, da smo zbirali samo z obveščanjem preko spleta, nismo prišli do večine čebelarjev, tako da bomo tudi v naši reviji Slovenski čebelar, ki jo prejme 8.000 čebelarjev, zdaj v februarski številki pozvali še čebelarje in sem prepričan, da bodo tudi ostali čebelarji še nekaj donirali, tako da ta znesek ni dokončen. Slovenski čebelarji so skupaj s poslovnimi partnerji Čebelarske zveze Slovenije tako v manj kot enem letu pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije vsega skupaj donirali okrog 60.000 evrov. Ja, moram reči, da je Čebelarska zveza v preteklem letu res pokazala eno veliko srce. Pokazali smo, da nam ni mar samo zase, za svoje čebele, ampak širše družbeno odgovorni, tako da smo v času prvega vala korona krize donirali 5 domov za ostarele, vsakemu po 4.000 evrov, takrat, ko je bila problem, bom rekel, in oskrbe in vsega tega. Potem pa smo imeli tudi dobrodelni pohod, kjer smo zbirali sredstva za otroke s sladkorno boleznijo, kjer smo zbrali preko 15.000 evrov za nakup novega ultrazvočnega aparata. Ja, mi nadaljujemo s to zgodbo, ker poslanstvo čebelarjev je res širše. Mi smo ljudje odprtega srca, tako da pripravljamo en velik dobrodelni pohod jeseni. Letos je 300-letnica rojstva Petra Pavla Glavarja. Ta Peter Pavel Glavar je eden največjih slovenskih čebelarjev v zgodovini. Rojen je bil v Komendi, umrl pa počiva pa v Lanšprežu pri Mirni in 24-urni dobrodelni pohod po poti Petra Pavla Glavarja, to se pravi od rojstnega kraja do smrti, kjer bo treba prehoditi preko 80 kilometrov, zbirali bomo sredstva v dober namen, obenem pa opozorili na tega velikega čebelarja. V okviru akcije Naša dežela, lepa, prijazna in gostoljubna je turistično društvo Litija tudi v letu 2020 opravilo ocenjevanje stanovanjskih hiš, kmetij in gostinskih lokalov glede na urejenost okolja, osvetličenost in splošni izgled. Ocenjevanje je potekalo od maja do oktobra, vse pa je komisija dokumentirala s fotografijami. Na podlagi tega je komisija turističnega društva Litija v začetku tega meseca opravila ogled vseh fotoalbumov in sprejela odločitev, kdo je prejemnik priznanj za leto 2020. Priznanje za celotno osvetličenje stanovanjske hiše in urejenost okolice prejmejo Marija Molka, Drago Andrejčič in Tjaša Mesarič. Priznanje za osvetličenje stanovanjske hiše prejmejo Marinka Ribič, Marina Hrovat in Anita Kastelic. Iz turističnega društva Litija so še sporočili, da glede na situacijo, v kateri živimo, podelitev priznanj ne bo javna, ampak jih bodo prejemniki dobili po pošti. Vsem dobitnikom čestitke tudi iz našega uredništva. Smučišče Kandrše-Vidrga je manjše smučišče, ki najmlajšim in nezahtevnim smučarjem ponuja užitke na snegu. Zaradi vladnih odlokov za zajezitev širjenja okužbe COVID-19 najnižje smučišče v Sloveniji letos ne sme obratovati, a so se kljub temu odločili, da zaženejo snežne topove. Rekli smo, da bomo lokalnemu prebivalstvu omogočili gibanje na snegu, kajti na vse zadnje še vendar upamo, da sezona bo, da bomo ujeli tistih par vikendov, čeprav vem, da bodo omejitve zelo hude. V bistvu v prvem sproščanju ukrepov je tudi odprtje smučišč. Noben sneg kot tak ni umetno narejen, ker ta še zmeraj nastane iz vode. Ponavadi ga človek naredi s pomočjo tehničnih pripomočkov in je zato bolj primerno govoriti o tehničnem snegu. Za njegovo proizvodnjo je potrebna zmes vode in zraka pod pritiskom. Ja, pogoji v bistvu v teh dneh so bili zelo dobri, temperatura so bile več kot -10, maksimalna temperatura je skočila do -13,7 stopinj. V tem primeru je tudi izkoristek zasneževanja veliko večji. Seveda je pa vse povezano tudi z energijo. Gre za veliko porabo elektrike, porabo vode, ki se v bistvu tudi meri in se ob koncu leta obračuna, tako kot je po slovenskih standardih. Zasneževanje poteka s tem, da mi črpamo vodo iz našega črpališča, iz potoka. Tukaj gre za stičišče 2 potokov, kjer so različne temperature. Če se le da, skušamo izkoristiti potok, ki prihaja izpod Zasavske Svete Gore
ki je v temperaturni razliki nekoliko 5 stopinj hladnejši od potoka Kandraščice. Imamo pač vodovodni sistem, več različnih priključkov na terenu, pumpa poganja vodo po teh ceveh in imamo 3 zasneževalne enote, ki je nekako maksimalni izkoristek na tem območju. Ob 8. uri zjutraj lahko na naši televiziji vsak delovni dan spremljate vaje 1000 gibov v okviru Šole zdravja. Takoj, ko se epidemiološka slika izboljša, nas boste lahko srečali na različnih lokalnih ali nacionalnih prireditvah. Tudi lokacije, na katerih se zbiramo vsako jutro, imamo v bližini vaših domov. Če se ozrete okrog, nas boste sigurno nekje opazili. Smo vesela druščina, ki telovadi po svojih zmožnostih, saj so vaje 1000 gibov enostavne in primerne za vse generacije. Verjemite, dan bo takoj lepši, ker ste naredili nekaj koristnega zase, so zapisali iz Šole zdravja. To je bilo za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.